Spoštovani predstavniki medijev, predstavnice, hvala, da ste se odzvali na našo vabilo na tiskovno konferenco, ki smo jo soorganizirali z kolegi iz Mlade Slovenije. Pogovor bo tekel v bistvu o interventnem oziroma razvojnem zakonu, zlasti o tem, zakaj ga mladi podpiramo, zakaj za njim stojimo in pa da obelodanimo tudi določene kritike ze strani drugega pola. In bi najprej kar k besedi povabil predsednika Mladih demokratov, gospoda Gašperja Krča, da pove svoj priprav. Spoštovani, v Mladih demokratih podpiramo zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ker verjamemo, da Slovenija potrebuje ukrepe, ki ljudem in gospodarstvu omogočajo več razvoja, več priložnosti in več optimizma za prihodnost. Predolgo poslušamo predvsem o novih obremenitvah, premalo pa o tem, kako ustvariti okolje, v katerem se delo, podjetnost in odgovornost resnično splačajo. Za mlade to niso oddaljene politične razprave, ampak vprašanja vsakdanjega življenja. Zanima nas, ali si bomo lahko privoščili stanovanje, ostali v Sloveniji, ustvarili družino in živeli dostojno od svojega dela. Znižanje dohodnine od oddajanja premoženja v najem s 25 na 15% je korak v pravo smer. Posebej pomembna pa je 5% stopnja pri oddaji stanovanj mladim do 30. leta starosti in družinam z otroki. S tem država pošilja jasno sporočilo, da želi spodbujati dolgoročno in zakonito oddajanje stanovanj mladim. Stanovanjske problematike namreč ne bomo rešili z novimi davki, omejitvami, ampak z večjo ponudbo in spodbudami, ki prinašajo rezultate. Prav tako podpiramo odpravo dodatnih bremen pri dolgotrajni oskrbi. Solidarnost mora ostati ena ključnih vrednot naše družbe. Vendar ne more temeljiti zgolj na vedno novih obremenitvah zaposlenih. Socialna država mora biti vzdržna in odgovorna. Pomemben ukrep je tudi znižanje DDV pri osnovnih dobrinah in energentih, saj to pomeni neposredno razbremenitev ljudi. Mladi vsak mesec občutimo podražitve pri hrani, položnicah, ogrevanju in prevozih, zato je prav, da država v času inflacije pomaga ljudem, ne pa dodatno obremenjuje njihove življenjske stroške. Pri zakonu o zdravstveni dejavnosti podpiramo rešitve, ki povečujejo dostopnost zdravstvenih storitev. Čakalnih vrst ne bomo skrajšali z ideološkimi razpravami, ampak z boljšo organizacijo, z jasnejšimi pravili in učinkovito uporabo vseh razpoložljivih kapacitet. Pri regresnih zahtevkih ZZZS-ja podpiramo tudi bolj razumno ureditev odgovornosti delodajalcev. Varnost pri delu mora ostati absolutna prioriteta. Vendar podjetij ne smemo obremenjevati z nesorazmernimi tveganji za vsako napako, kadar ne gre za namen ali hudo malomarnost. Če želimo ohraniti konkurenčnost gospodarstva in stabilna delovna mesta, moramo ustvariti tudi bolj predvidljivo in pravično poslovno okolje. Zato danes jasno sporočamo: mladi ne podpiramo politike, ki obljublja vse, račun pa prepušča prihodnjim generacijam. Podpiramo politiko, ki spodbuja delo, odgovornost in niža davčna bremena in razvoj. Slovenija potrebuje več poguma za spremembe in manj politike, ki zavira razvoj in razdvaja. Ta interventni zakon prinaša ukrepe, ki lahko ljudem in gospodarstvu dejansko olajša življenje ter ustvarijo boljše pogoje za prihodnost mladih. Zato ga Mladi demokrati podpiramo. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni še z moje strani. Najprej bi rad poudaril, da je interventni zakon nujen, zato da gospodarstvo ponovno zadiha in da se ga po 4 letih močnega davčnega primeža začne razbremenjevati. Zakon ni namenjen za bogate, temveč za tiste, ki želijo ustvarjati in delati. V preteklih 4 letih delo ni bila vrednota, zato Mladi demokrati zagovarjamo in podpiramo ta zakon, saj bo ponovno vrnil to, da se delati v Sloveniji splača in da si zato tudi pravično nagrajen.
Z davčno stopnjo, ki bo za vse zavezance 20% in z uvedbo stopničaste progresije priznanih normiranih odhodkov se uvaja stabilnejše poslovno okolje tako za polni kot tudi za popoldanski SP. Z novo uvedbo mikro-SP-ja bomo tako uvedli nižje prispevke za samozaposlene in kmete s prihodki do minimalne bruto plače. Prav tako dokazujemo, da z uvedbo možnosti prejemanja polne pokojnine ob nadaljevanju delovne aktivnosti spodbujamo to, da je delo vrednota in da lahko vsak odloča, koliko bo želel delati in bil za to pravično nagrajen. Razvojna kapica bo ravno tako preprečila beg možganov kadrov, ki danes veljajo za vrhunske strokovnjake na svojih področjih. Z začasnim zadrževanjem izvajanja novega zakona o gostinstvu se olajšuje okolje vsem gostincem, ki danes že v tako težkem okolju poslujejo. Medtem ko bi se morali ukvarjati z lastno dejavnostjo, jih bremeni neskončna birokracija in visoke davčne obveznosti ter nepotrebne inšpekcije. Interventni zakon je začetek nove smeri, ki bo vodila v to, da gospodarstvo zadiha, saj brez delujočega gospodarstva ni socialne Slovenije, ni urejenega zdravstva, šolstva in kulture. Hvala lepa. Razvojni zakon v trojčku podmladkov NSI, SLS in Fokus podpiramo, saj prinaša nujne in stabilne rešitve za našo družbo. Hkrati pa želimo opozoriti na nesprejemljive prakse in dvoličnost, ki smo ji priča v teh dneh na naših fakultetah. Želimo izpostaviti 3 ključne točke. Prva, razvojni zakon prinaša nujne rešitve in ne političnega preigravanja. Zakon je nujen za stabilizacijo razmer in reševanje nakopičenih težav, ki vplivajo tudi na prihodnost mladih. Poglejmo dejstva. Znižanje DDV na hrano in energente neposredno pomaga našemu gospodarstvu in trgovcem na drobno, ki v primerjavi z evropskimi žal nazadujejo. Znižanje dohodnine za oddajanje nepremičnin neposredno rešuje stanovanjsko stisko mladih, lastnike spodbuja, da svoja stanovanja oddajo v dolgoročno mladim ali mladim družinam. Ugodnejša davčna razbremenitev normiranih samostojnih podjetnikov pomeni konec njihovega zaničevanja. S tem, ko jim zakon omogoča, da obdržijo večji delež svojega zaslužka, neposredno pomaga podjetnim družinam, ki jim vsak privarčevan evro pri davkih pomeni lažje preživetje. Znižanje minimalnih prispevkov razbremenjuje naše samozaposlene, kmete in popoldanske obrtnike, ki z lastnimi rokami preživljajo svoje družine. Na področju zdravstva pa zakon vzpostavlja sodelovanje med državnim in zasebnim zdravstvom z enim samim ciljem, da pacient, da človek čim hitreje pride do zdravstvene oskrbe. Namesto, da bi sindikati te ukrepe podprli, raje izvajajo blokade in populizem na hrbtih tistih, ki težko živijo. Mladi potrebujemo delujoč sistem, ne pa talcev sindikalnih igric. Fakultete so prostor znanja, ne pa sindikalne baze za zavajanje študentov. Ostro obsojamo zbiranje podpisov proti zakonu, ki je v teh dneh potekalo na fakultetah. Študentom se je na hodnikih ponujalo enostranske informacije, sindikati pa so izkoriščali svojo pozicijo moči za širjenje neresnic in laži. Avtonomni prostor univerze ne bi smel nikoli biti zlorabljen za nabiranje političnih točk katerekoli interesne skupine. Da je stvar še hujša, univerze s pogodbami in, oprostite izrazu, ponižujočim hlapčevstvom, sindikatom to celo omogočajo. Študentom se na hodnikih brezsramno laže, da bodo morali po novem odpreti SP, če bodo želeli dobiti zaposlitev, kar je popolna neresnica. Prejemamo pričevanja študentov, ki doživljajo hude pritiske s strani profesorjev, ki so podpise zbirali kar med predavanji. Ti študentje so upravičeno zaskrbljeni, saj je njihova ocena neposredno odvisna od tega profesorja. Ko pa sindikatom zmanjka študentov, grejo pred šole in pred vrtce ter novačijo in nadlegujejo utrujene starše, ki so prišli po svoje otroke.
In tretjič, skrajna dvoličnost sindikatov in akademskih oblasti. Najbolj nas bode v oči dvoličnost, ki meji na absurd. Ko je šlo za državnozborske volitve, smo poslušali stroga pravila o tem, kako so soočenja v šolskem prostoru prepovedana, saj naj bi domnevno posegala v avtonomijo šolskega prostora. Takrat se je mladim preprečilo poslušati različna politična mnenja iz obeh polov. Ko pa gre za interese sindikatov, pa je ta ista avtonomija čudežno pozabljena. Tokrat je očitno popolnoma sprejemljivo, da se po predavalnicah in hodnikih fakultet izvaja politični aktivizem in enostranska propaganda. Sprašujem vas, ali avtonomija šolskega prostora velja samo takrat, ko to ustreza levičarskim sindikatom? Verjamemo v pravično družbo in v mlade, ki razmišljajo s svojo glavo. Ne bomo dovolili, da se študente izkorišča kot orodje za sindikalni boj proti nujnim sistemskim spremembam. Zato pozivamo vodstva fakultet, da nemudoma zaščitijo avtonomijo akademskega prostora in preprečijo tovrstni enostranski politični aktivizem na škodo študentov. Razvojni zakon mora iti naprej za stabilno prihodnost vseh nas. Hvala. Ja, s tem smo tudi mi končali z današnjimi izjavami, z tiskovno konferenco. Še enkrat se vam zelo lepo zahvaljujem za udeležbo in vam želim lep dan še naprej. Eno vprašanje imam jaz. Nasprotno tega internetnega zakona pravim tudi glede študentskega SP-ja, da naj študent študira, ne pa da se ga sili v prekarstvo. Kakšen je vaš komentar? Študentov primarni način je študij, to še vedno zagovarjamo. Študentski SP bi bil podobna oblika, kot je popoldanski SP. Torej, popoldanski SP odpre oseba, ki je polno zaposlena, naš študent polno študira. Če študent ob študiju opravlja delo preko študentskega servisa, mu je to omogočeno. Če pa želi študent začeti nek svoj biznis, neko svoje podjetje, pa mu zdaj to onemogočamo. S tem študentom ne jemljemo ničesar, samo omogočamo jim, da se sami odločijo, ali bodo opravljali delo preko študentskega servisa ali pa bodo začeli nekaj svojega. Ampak kritiki tukaj pravijo, da potem študent pravzaprav ne bo več imel izbere, ali lahko dela prek študentskega ali SP-ja, ali pa prek napotnice, čez da se bo pač na ta način, da bodo delodajalci študente silili, da odprejo študentski SP. Je tukaj kakšna varovalka ali pa na kakšen način? Mislim, ker v mladih piratih, Levici pa SD so spomnili ravno na to, da se je študentski SP ukinil pod Janševo vlado, katere del je bila takrat tudi na razpravi. Takrat študentski SP je bila neka druga oblika, ni bilo tako, kot mi predlagamo. Takrat se je študent lahko odločil, ali bo plačeval prispevke, pa imel polni SP, ali bo samo izdajal račune. Tako da gre za popolnoma novo obliko, ki jo tokrat uvajamo. O tem, kar pa govorite, da se bo študente sililo delati preko študentskega SP-ja, pa tukaj je pač resna težava, ki mora poskrbeti naša inšpekcija, naša inšpekcijska služba. In po drugi strani treba tudi ozavestiti študente, da če se jim začne to dogajati, da vejo, na koga se obrniti. Se mi pa zdi popolnoma nesprejemljivo, da na račun tega, da morda bo nekdo nekaj izkoristil, zatiramo podjetnost študentov. Hvala. Hvala lepa. Najlepša hvala. Hvala.